Goran, lani sva sedela tudi na istem mestu. Na nek način se je dosti stvari spremenilo, ti kot vidim nekaj preveč, no, še vedno si priljubljen si že bil prej, ampak še vedno si dobrosrčen, še vedno si tisti Goran, ki se rad ustavi, pokramlja, reče kakšno besedo, naredi kakšen selfie, si zelo aktiven še vedno na družbenih omrežjih, ampak vseeno, no, kako se je tebi vsi skupaj obrnilo glede na uspehe, ki so se lani šele obetali, ko smo tukaj sedeli, potem pa celo to živeli? Res, obrnilo se mi vse na glavo po evropskem prvenstvu. Bil sem psihično in fizično izčrpan, ampak kadarkoli, mislim, kjerkoli sem se prijavil na ulici, je bilo zelo veliko fotografij, podpisov, ampak mislim, da je to sestavni del športa, tako da sem navajen. Sem bil pa zelo vesel, da je bilo res toliko veliko podpore na tem Eurobasketu, da je celotna Slovenija dihala z nami in mislim, da je to nekaj najlepše, kar si lahko vrhunski športnik želi. Vem, da se bo slišalo klišejsko, ko sprašujemo navadno o občutkih, ampak kakšne vse mešane ali pa mikse intenzivnih občutkov ste ujeli v teh 365 dneh? Moram reči, da na evropskem prvenstvu v bistvu sploh nisem se zavedal, kaj smo naredili. V bistvu mi smo bili v nekakšnem bablu, bili smo izolirani od vsega dogajanja. Še mogoče potem, ko smo prišli nazaj v Slovenijo in na Brniku videli veliko množic ljudi in potem na Kongresnem trgu, šele takrat se nekako malo zamisliš in pač si vesel, ampak v bistvu sapi zmatran. Tako da mislim, da je mogoče kakšne 2-3 meseca po tem, da so nekako prišli malo k sebi in šele takrat so nekako podoživljali te trenutke in rade volje pogledal vseh teh 9 tekov iz evropskega prvenstva. A je bilo vse skupaj kot nekakšna pravljica mogoče? Sprašujem, ker lani v tem času smo govorili ravno o pravljici, Zmaj, Goran in tako dalje. Je dobesedno res pravljica. Ne bi se mogel bolj končati. Je pa res, da mislim, vsak športnik si zada visoke cilje, je pa zelo dolga trnova pot, da priješ do tega cilja. Tako da vemo, da košarka je ekipni šport, tako da mora vseh 12 igralcev na igrišču in seveda strokovni štab, KZS, vsi smo živeli kot ena velika družina in na koncu nam je to uspelo. Goran, ampak to vsi praktično vemo, govorimo o timu, govorimo o ekipi, ampak tisti, ki nismo bili nikoli člani neke take zgodbe, kot ste vi, si verjetno ne znamo predstavljati, kaj točno to pomeni tim, ker predvedevam, da so tudi Srbi imeli tim, pa Litovci, Francozi, Španci, da ne naštevam. Kaj je tisto, ko potem res klikne, da je ta kemija takšna, kot je? Mislim, da je to preprosto, da se vseh 12 igralcev razume odlično med sabo, da recimo tudi takrat, ko nimamo treninga, ko imamo prosti čas, smo vsi v bistvu na kupu v eni sobi in gledamo kakšno tekmo, se družimo in čez te v bistvu treninge nekako gradiš to kemijo, ampak ta kemija potem zraste samo više, če nekako rezultat gre v pravo smer. Tako da niso tukaj samo igralci, tukaj tudi v bistvu trener Igor Kokoškov, cel v bistvu štab, moram pomeniti naš fizio, Gregor Zdolšek, Martin, oni so v bistvu nekako najbolj zaslužni, kajti kadar imamo mi težke glave, kadar mu ne gre, mi zmeri pridemo v fizio sobo in nekako se tam izpovemo. Tako da je zelo velik faktor, je v bistvu ena velika celota, tako da to gradiš od prvega dneva pa do zadnjega dneva priprav, dokaj ne greš na evropsko prvenstvo. Ni ravno pogosto, da slovenski športniki napovedujejo takšne uspehe javno, še pred prvenstvom. Vi ste ga lani, ko sta druge sedela, rekli ste, gremo po medaljo, nič ne bomo imeli proti, če bo to celo zlata medalja. To je zelo neobičajno pravzaprav za slovenske športnike, zlasti v ekipnih športih. Ja, je res, ampak mislim, da že v preteklih 3 letih, da smo zmeri napovedali nekakšno medaljo, ampak nikoli nismo
nekako uspeli to doseči. Zdaj pa mislim, da to leto bilo pa nekaj drugače, kajti s podpisom v bistvu s pridobitva novega igralca Anthonyja Randolpha se je ta dimenzija igre veliko spremenila, potem še Luka Dončić, vsi igralci so nekako sledili nam trem in tu grejo velike zasluge Košarkarske zvezi Slovenije, da so naredili nekako možno, da smo pripeljali Randolpha, Matej Rjavec, Radoslav Nesterovic, tako da mislim, da je to bil en kamenček v mozaiku, ki je na koncu nas pripeljal do te zlate. In tudi Anthony Randolph je uspel tole kemijo prevzeti, takoj ste mu dali slovenski ime ali pa nadimek, no. Predvidevam, da je bil zelo prijetna oseba, ker navadno nekdo, ki pride takole skoraj z drugega planeta, ne, v neko državo, ki jo prej praktično ni poznal, je zelo vprašljivo, kako bo funkcioniral družba, okolje, je vendar je drugačno. Ja, je res, ampak lahko rečem, da je Luka že igral z Randolphom, igrata za isto ekipo, sta igrala Real Madrid, tako da je poznal vsaj enega člana, potem jaz sem nekako že imam izkušnje iz Amerike, tako da nekako smo mu pričarali to, ko bi rekel, da je del te ekipe, da je del te družine in v bistvu kadarkoli smo imeli konc treninga, če smo šli na skupno, mislim na večer, da smo ga zmeri zraven poklicali in mislim, da je to tisto, kar ga je naredil, v bistvu to celoto, da je tudi on si začutil, da je zaželjen del te ekipe in na koncu konča tudi on z nami to vse doživljal. Dosegel nekaj ključnih košev, tudi selektor je v bistvu poznal mentaliteto, da tako rečem, ameriškega košarkarja pa ameriški košarkar, njihovo razmišljanje. Verjetno tudi je uspel povezati isto evropsko, pa ogromno ameriškega. Ja, res. Videli smo predvsem, da so vodili time-out. Ja, Igor je res fenomenalen trener. Mislim, da je to čas, da sem z njim že sodeloval v leta 2008, ko sem bil draftiran, v bistvu prvo leto, ko sem odšel v NBA in lahko vidimo, da Igor je res dober psiholog in nekako vse igralce pripravil do tega, da verjamejo vase in da lahko dajo tisto, kar je potrebno za ekipo. Vsak je imel svoje naloge. Mislim, da je bil to ključ do uspeha. Videli smo pa na time-outu, da je bil zelo miren, niti enkrat v bistvu se ni nasmejal, ni bil, ko bi rekel, jezen in nekako to nam je dal to dodatno svobodo na igrišču, da se nekako igral neobremenjen. Se vam je zdelo pred prvenstvom ali pa še celo v poletnem času, da ste morda malce stisnili celo v kot, glede na to, da smo imeli že tujega selektorja, pa se ni tako obneslo, da so bile vedno mogoče tudi malo strupenje pušice glede naturalizacije določenih košarkarjev, da se je Alen potem oglašal, da ne bo za reprezentanco igral, ker je pač Anthony dobil tudi priložnost. Ne nazadnje tudi vam so očitali, da ste bili povezava z Igorjem Kokoškovim močnejša, kot bi javnost morda želela. Pa ne nazadnje, imeli ste neko prtljago, ne? Reprezentanca, ki je v preteklosti imela bolj zveneča imena, pa ni uspela narediti ključnega koraka. Ja, je res, ampak mislim, da vsak selektor nekako zastavi po svoje. Res je, da v preteklosti smo imeli po imenih boljšo reprezentanco, ampak nikoli nismo imeli takšne kemije, ko smo imeli to v prejšnjem evropskem prvenstvu. In Igor je to znal nekako se staviti skupaj. Je pa res, da vsak igralec je zelo pomemben pri tej sestavi in na koncu nam je to uspelo. Tako da Igorju grejo velike čestitke in zasluge, da je v bistvu to reprezentanco pripeljal do evropskega prvenstva in potem tudi do zlate kolajne. Tako da je edini trener, reprezentančni trener, ki na niti eni tekmi ni izgubil. Mislim, da je to ena velika pohvala. Je pa res pač, mediji, ljudje govorijo, da sem bil povezan z Igorjem. Ja, je res, kajte z njim sem sodeloval 4 leta v Phoenixu in to je bila edina povezava. Ker veliko ste tudi sami zastavili ravno s tisto napovedjo, gremo po medaljo, gremo po zlato odličje. Če bi se drugače razpletlo, je vprašanje, kako
kako bi ne nazadnje spet javnost odreagirala. Bolj me zanima, kdaj je bil tisti klik, ko ste začutili, mi pa dejansko lahko gremo tole do konca. Še pred prvenstvom, malo ste igrali oziroma imeli dozirano recimo minutažo, samo 3 tekme, pa še to so Američani zelo pospremljali, če gre res do sekunde natančno, koliko Gogi igra. Forma vaša osebna takrat morda za nekega, bom rekel, povprečnega ali pa običajnega gledalca ni bila tako vrhunska, stopnjevali ste jo do prvenstva, vedeli ste natanko, kaj počnete? Ja, moram reči, da sem se malo šparil. Šparil sem se, predvsem te prijateljske tekme, to so tekme, mogoče za te malo mlajše igralce, da se pokažejo. Jaz nekako že vem, kako reagirati v tistih tekmah, ko pridejo tiste bolj pomembnejše tekme. Tako da, v bistvu noben še ni, smo verjeli pred evropskim prvenstvom, da lahko nekaj dosežemo. Ampak pravi pokazatelj se je pa pokazal mogoče po tisti 3., 4. tekmi v skupini, ko smo res dobro igrali. Ampak ne samo na parketu, predvsem izven parketa, to kemijo, kako smo skupaj sodelovali, kako smo bili kot ena velika družina. In mislim, glih zaradi tega vidika smo nekako verjeli vase, da lahko pridemo danes. Lahko z nami delite kakšno zgodbo, predvsem iz tistih izločilnih bojev, v zaključku tekem se dogajalo kaj takšnega v garderobi, kar javno še ni vedela, pa bi mogoče lahko izpostavili v tem momentu. Tudi mogoče večer pred kakšno pomembno tekmo. Da, pred vsako tekmo zvečer, v bistvu, tako se rekel, vsi se dobimo v fizijo sobi, gledamo kakšno tekmo, v bistvu kakšen film, spijemo kakšno pivo, da se malo sprostimo. Potem pa ne, mogoče kaj zanimivega. Pred vsako tekmo, v bistvu, jaz sem bil kapetan in pred vsako tekmo, pa med polčasom sem imeli nekako povzdignil glas, ne. In nekako, če to delaš iz tekme v tekmo, so fantje to že navajeni. Tako da so se jaz pa Igor usedla in sva rekla, zdaj pa proti Latviji, bi pa to lahko naredil kakšen drugi igralec. In takrat je Igor govoril z Gapijem, Vidmarjem, in je rekel, da ob polčasu, ko smo izgubili za 10 točk, da bo Gapi pač malo dvignil atmosfero, da bo nahrul kakšne igralce in da bomo zopet odšli na parket, ne z glavami po koncu. Tako da nekako je to je bila zelo tvegana poteza. Ja, zelo tvegana. V bistvu, jaz sem prišel v garderobo, sem se všedil, sem se pokril z brisačo čez usta, zato ker sem videl, da bo Gapi to naredil, mi šlo malo na smeh. Zato, ker Gapi v bistvu je zelo tih, v bistvu ne govori veliko in zraven meni je pa fizioterapeut Gregor Zdolšek in v bistvu med skupaj gleda in čaka, ja, kaj zdaj kapetan, a boš kaj rekel? Jaz rekel, počakaj. In kar naenkrat Gapi vstane za hrul, v bistvu še jaz sem se strašil, pa sem vedel, da bo to naredil in nekako takrat nas je dvignil in v bistvu tista 3. četrtina proti Latviji smo nekako spet fenomenalno odigrali in si priborili to pomembno zmago. Vem, da zadeve, ki se dogajajo v slačilnici, navadno ostanejo v slačilnici, ampak kakšna taka, mislim, da ni nič narobe, če delite, no, z nami, zlasti po takšnem uspehu, da začutimo tudi utrip, ki se je dogajal med vami v slačilnici. Ste v Istanbulu vedeli oziroma spremljali tudi euforijo, košarkarsko euforijo, ki se je dogajala v Sloveniji? Pa niti ne, mislim, toliko smo sredotočeni na našo nalogo, v bistvu mi imamo že urnik od zjutraj do zvečera, tako da nimaš časa. Medtem mogoče pogledaš malo družbene mreže, Twitter, Instagram, ampak to ni to. Mislim, da tako, kot sem rekel, mogoče šele zavedali smo se, ko smo prišli v Slovenijo, kaj smo naredili in kako je publika odreagirala, tako da tam smo bili v hotelu v bistvu 14 ur, šli smo na trening, prejš treninga, narediš terapije, kosilo, odspiš, gre spet na trening, tako da se vse dogaja v hotelu in nekako izgubiš to sliko z realnosti, kaj se dogaja izvan hotela. Je bila za vas težja, predvsem iz psihološkega velika, polfinalna tekma, ko enostavno želiš, če jo dobiš, greš v finale, kolajna je, se pravi,
najmanj srebrna. Če izgubiš, je potem še tista ena tekma na nek način ne bodi ga treba, ne, po drugi strani pa tudi tretje mesto nekaj šteje. Se pravi polfinalna ali finalna? Pa jaz smo rekel finalna, zato ker mislim, pred tekmo smo še nekako živčni, ampak kako smo odprli tisto tekmo proti Španiji, pa povedal za 5 točk, 10, potem na 20, nekako vse se odvijalo, tako smo se zmenili, potem smo še zadevali trojki v tablo, tako da sem rekel, evo, to je naš dan. In potem, ko smo bili že blizu zmago, smo se veseli, ampak nekako zmeri hočeš na tisto najvišjo stopničko. In za mene osebno finale, kajti igral sem veliko minut, potem, ko sem imel krče, nisem mogel več v zadnjih 3-4 minut. Mislim, da je bilo to najdaljše obdobje v mojem življenju, kajti hočeš biti na parketu, hočeš pomagati, ampak v bistvu ura stoji. Jaz sem Zagija že vprašal, pa kaj je to šput? Zapišnička tamiza spušča uro, v bistvu se sploh čas se vstavil. Tako da to je najtežji, potem pa po zadnjem pisku je bilo pa veselje in je bilo vse super. Malo sem me glas zatresel, pa tudi oči vidim, da počasi... Malo podoživljam te trenutke v bistvu. Že prej, ko sem stopil noter, pa sem videl pokal, tako da nekako spet prihajam tam nazaj. Tile krči so pa odsevali tistega šparanja v pripravljalnem obdobju, ne? Kao selektor, malo še dodal svojega mnenja. Kako je poteklo vaš dan pred samo finalno tekmo, ali pa na finalno tekmo, treba tako reči, zjutraj se zbudite? Ja, v bistvu tisto... Zlobi sta bila z Lukom? Ja, tisto noč v bistvu jaz nisem nad spal. Zaspal sem 6 zjutraj, odšli smo na trening ob 9. Nekaj sem bil nervozen, v bistvu nisem mogel, skozi sem mislil samo na to tekmo. Pogledal sem levo, Luka smrčal. Pač nima nobenih skrbi, tako da se spomnim, zelo sem slabo spal, sem prišel na trening, smo šli čez naše akcije, čez njihove akcije, v bistvu še Igor me poklical, Igor, Gogi, kaj je narobe, nekaj si bil cotan, sem rekel, Igor, ne vem kaj mi je, nisem nad spal, tako da smo se vrnili v hotel, smo lepo imeli kosilo, potem pa tisti ključni trenutek, ko bi rekel neptaj, po mojem sem odspal kakšne 2 urci, najboljši spanec po mojem življenju, tako da potem pa že finalna tekma, tako da sem bil nekako sproščen pred finalom. V bistvu, ko sem stopil na igrišče, kakšnih 45 minut pred tekmo in ko sem videl, da je več kot polovico dvorane v zeleni barvi, sem se nekako sprostil in rekel, ok, zdaj gremo pa na delo, tako da to je to. Samo segrevanje, sama priprava, vse običajno, vse neka rutina, vse v neki liniji in tako se pač počne prvo in zadnjo tekmo. Ali lahko vlečete sporednice? Ja, v bistvu, ali je to reprezentančna tekma, ali je to NBA tekma, v bistvu moj dan, kadar imam tekmo, moj dan enak, zjutraj grem na trening, mislim zajtrk, grem na trening, prijem domov, moram obvezno odspati 2 ure, potem pa lepo priprava na tekmo, moram biti vse zložen, da bo vse tipi-topi in nekako na avtobus ali pa v avto in na tekmo, tako da potem pa, ko pridem v bistvu v dvorano, pa začnem z mojimi vajami, predvsem za stabilizacijo, da nekako naredim ta tonus, potem naredim kakšen stretching, grem ven v dvorano, odšotiram in potem se vrnem nazaj v garderobo in mogoče kakšnih 30 minut pred tekmo samo poslušam muziko in se nekako sprostim. Če sem dobro razumel, da je vsak dan, ko je tekma enak, potem kako je 342 dni je enakih za vas, imate zelo zanimivo leto ponavadi. Ja, ni glih, v bistvu tisti dan glih ni zanimiv. Zanimiv je samo tistih 2 ure, ki igraš tekmo, tako da vse ostalo je pa nekako isto.
tudi v meni, kjer je v bistvu takrat najmanj vidim družino, zjutraj odpeljem, ženo odpeljeva otroke v šolo, jaz grem na trening, pridem nazaj ob 12. kosilo, pojem, ob enih grem spat do 3, potem otroci prijo domov, jih vidim tistih pol ure, potem pa je že v dvorano, ob 4 moram biti v dvorani, tekmo ob 7:30, domov pa pridemo ob 11:30 večer, tako da ne zaspim okrog 2-3, kajti po tekmi ima še zmer tiste adrenalin in tako v bistvu se dan za dnem nadaljuje. Kakšne posebne stave so padale tekom samega prvenstva? Ne, stave niso, smo pa igrali različne igre od pokra, remija, v bistvu nekaj za sprostitev, tako da zdaj niso to bajne vsote, pa glih to, da naredimo malo zanimivo še igro. Prva postava je tudi tam bila prva postava uspešnejša? Pa ja, večinoma bila to je prva peterka, tako da nismo večinoma to igrali. Absolutno krasni občutki in spomini iz Istanbula. Sama finalna tekma, kot pravite, bo ostala vedno v spominu. Ste si jo samo enkrat ogledali kasneje ali celo večkrat? Ne, samo enkrat. Mislim, ne samo stav. Ne morem reči, da bo samo ta finalna tekma ostala v spominu, ampak celotnih mesec in pol, 2 meseca, ko smo res skupaj igrali, tako da definitivno je pa pika na i, finalna tekma, v bistvu vseh teh 9 tekem, da nekako osvojiš to zlato kolajno brez poraza, to je pa res nekaj, kar mi da še nekakšen dodatek motiv za nadaljevanje moje karijere. Takrat so se vrstile čestitke, pohvale, takšne in drugačne darila. Eno izmed takšnih je bil tudi dres Dražena Petroviča, ki ste ga sprejeli zelo čustveno noto, bom rekel. Takrat, ne vem, da je televizijska hiša želela, da vaša mama, vaš dres podeli mami Dražena Petroviča, pa je po telefonu rekla, ne, to si je Goran priboril na igrišču, kar ne Goran ta dres. Ja, tako je bilo, tako da Čeprav ste bili zelo utrujeni takrat. Ja, mislim, to je bilo najtežje po evropskem prvenstvu, kajti nekako psihično sem bil utrujen in fizično. In po evropskem prvenstvu sem tudi nekako padel v manjšo depresijo, v bistvu, kajti nekako vse se nekako predstvaril, mediji, pritiski, tekmo moraš zmagati in mislim, da to je bil eno izmed najtežjih obdobij v moji karieri, tako da eno leto prej mi pa Spolstra govoril, to je moj trener v Memiju, da kadar osvojiš, da je to najtežji za tvojo glavo in nekako se je to tudi meni zgodilo, tako da glih zaradi tega, mogoče sem takrat da sem prvič jokal na televiziji, tako da glih zaradi tega, ker sem bil toliko zmatran, no, potem pa še tista gesta dresa Dražena Petroviča, ker si vemo, da je bil eden izmed najboljših evropskih igralcev. Kot otrok sem ga občudoval, gledal na YouTubeu njegove tekme in mi veliko pomeni, kajte vem, da sem bil na pravi poti in da je mama Biserka Dražena mi podarila ta dres, mi veliko pomeni. Ja, nazadnje najboljši posameznik samega prvenstva. Potem, da se počasi že čakala, počasi je pa hitro, ko vzamemo pot v Ameriko. Vi ste šli 2-3 dni kasneje že, mislim, da v Ameriko? Ja, 2 dni. Takrat so vas seveda vsi ljubili, oblegali, potem pa se je na Instagramu samo pojavila fotografija letalske stopnice, letalske karte in vedeli smo, ok, zdaj pa Gorana res ni več v Sloveniji, tako da se lahko euforija malce poleže. Ste leteli sami, ste bili v družbi? Ne, z družino, ženo, z 2 otrokom, tako da... Ste uspeli malce zadihati takrat na letu? Ja, je bilo, ko sem prvi, mogoče 2-3 dni, ko smo prišli v Mejo, potem so pa že druge obveznosti s klubom, v bistvu tudi ameriški mediji, sem bil zelo iskan, sem mogel prenesti reprezentančni dres, kolajno, tako da slovensko zastavo, tako da sem se slikal velikrat in potem je pa že trening camp, priprave, pač vsi mediji so me sprašali, si zmatran, jaz sem se nekako zlagal, ne, nisem, lahko igram, ampak nekako hočeš biti s svojimi soigralci na igrišču,
da tisto, kar je najtežje, da si z njimi, potem pa me je školstvo namenil malo počitka in sem bil pripravljen za sezono. Kako iz psihičnega vidika, kako je bilo zahtevno na nek način pasti v ameriški sistem same igre, razmišljanja? Niti ne, kaj ti se v bistvu Igor boji to nekako ameriški stil igre, hitrejša košarko, tako da mislim, da vsi vemo, to je moja boljša lastnost, jaz rad igram hitro košarko in nekako tudi v NBA se tako igram, tako da vidim, kar je v bistvu malo rabaš malo časa, nove akcije, moraš se spet zapomniti 40 akcij, tako da to je tisto, kar, ampak to je v bistvu s treningi, delaš akcije 5-0, 5-5 in nekako to osvojiš v roku enega tedna, tako da to ni bil noben velik problem. Že prej ste bili prvi košarkar Miamija, po kolajni se v status še kaj izboljšal, če je sploh bilo še kaj prostora za izboljšanje znotraj ekipe, ste to začutili? Pa ne, mislim, da je najbolj pomembno, kar je, da soigralci vidijo, kaj dam na igrišču in da se trudim. Tako da mislim, da to je nekaj, kar je največ, da igramo vsako tekmo 100% in to nekako tudi oni izmeri ponavljajo, da to cenijo prven. Tako da je pa zmeri lepo biti v vitrini, ker še naslov, tako da to tudi pomaga. Da malce pošolete še koga v Ameriji v končni fazi. Pa je bilo več pozornosti morda zaradi tega? So vodilni več pričakovali še od vas, ker ste imeli malce daljše poletje z reprezentanco, so vam dali drugačno vlogo? Ja, mislim, postal sem kapetan. Miami v bistvu 3 kapetani smo bili, tako da vloga se je spremenila, mogel sem biti bolj, mogel sem več govoriti v bistvu, nekako dirigirati bolj, tako da to je bila ena sprememba, drugač pa glede iger kot ne, nekako že v Miami, kaj igrali, ko pričakuje, da si na najvišjem nivoju, zato mi tudi, kako bi rekel, veliko plačajo, tako da nekako moram to upravičiti na igrišču. Je pa res, da je pa mediji sprašujejo več v Sloveniji, v Igorju, predvsem v Luki, vedeli so, da bo Luka na draftu in nekako je to bilo vse nekako zapakiran, Igor, Luka, dela se Evropsko prvenstvo, to je v bistvu vsi novinari se samo sprašvali o tem. Ja, tudi Luka odigral super prvenstvo, pa kasneje seveda še za sam Real Madrid. Vi ste ameriško sezono končali z enim krasnim uspehom. V končni fazi ste se uvrstili v samo končnico, ker ni bilo ravno tako običajno mogoče v preteklih sezonah, tako da ste ta uspeh malce nadgradili, vmes tudi All-Star ste. Ja, moram reči, da z Miamijem smo bili eno leto v končnici, potem eno leto nismo, tako da letos nam je bil cilj, da se uvrstimo, smo se, ampak nažalost že izpadli v prvem krogu. Filadelfija so bili res premočni za nas. Ja, skrita želja All-Star, tako da končno mi je uspel priti po 9 letih, tako da upanje umira zadnjo. Zelo vesel, da sem imel to čas, da sem bil tam, da sem videl, kako to vse poteka, ampak v prihodnosti si ne bi več želel, kajti je preveč obveznosti, nimam kaj Freizajta za družino, tako da mislim, da enkrat jih bo dovolj. To so tisti par dni, ki ima košarkar navadno, sicer lahko tudi proste. Vi ste, mislim, da tudi tweetnili, da greste že na plažo? Ja, je bilo tako, jaz sem že v bistvu eden igralce poškodoval in je mogla Liga NBA izbrati v bistvu dolgo šel na mest njega. Nema drugač, ko niste bili redno izbrani, pa čeprav so se oglašali iz številnih klubov, tudi najboljši košarkarji na družbenih omrežjih, na nek način tudi v izjavah za javnost dejali, Goran mora biti, niste bili izbrani, vam je odleglo, ker greste res lahko za nekaj dni z družino na dopust, ali je bilo vendar malce kakobe? Mislim, MVP, evropski prvak. Ja, pa reč, ti znam, ker sem videl, da nisem uspel prijeti All-Star, sem bil jezen, v bistvu sem bil zelo jezen, ampak potem sem nekako
spremenil to misel v pozitivno, sem rekel, 8 dni frej, gremo z družino na dopust. In smo nekako že rezervirali karte, tako da potem je prišlo do te poškodbe igralca in potem so naknadno poklicali mene, tako da na koncu smo vse spremenili. Smo šli v LA, smo imeli res veliko obveznosti, starši so prišli tudi na tekmo, tako da je bilo res super občutek. Kako je izgledal ta vsesplošen cirkus, kar All-Stars tekmovanje je? Je v bistvu zjutraj ob 9 sem se zbudil in... Običajen dan, tako da tistih 341. Obveznosti končal okrog 8, tako da to je bilo pa vse mediji, dobrodelnosti, trening, potem tudi sem imel razne evente za Adidas, tako da je bilo kar veliko stvari, ampak na koncu je bilo to prvič, tako da zakaj ne. Še ena krasna izkušnja prav gotovo. Kako so se ali pa se spreminjajo ambicije Miamija zdaj v tem obdobju? Kaj pomeni recimo vse skupaj za prihodnjo sezono? Zdaj Miami spet imel nekoga na All-Starsov. Že ena končnica, ki ste jo imeli ogromno težav v lanski sezoni, tudi s poškodovanimi košarkarji, tako da prvo kolo sam ne bi ocenil kot ravno neuspešno, čisto tako. Ja, v bistvu mi smo malo pričakovali malo več, ampak ja, nažalost, poškodbe so del športa, tako da drugače pa vemo, da Pat Riley ima zmeri visoke ambicije. Zdaj, nažalost, leto nismo imeli niti en pik na draftu, vse pa začne 1. julija free agency, tako da upam, da bomo kakšen igralca pripeljali in da bomo imeli uspešno sezono. Se pravi, uspešna je spet končnica, pa še kakšen korak naprej po tem končnici? Ja, v bistvu, kadar se zberemo, zmeri pripeljajo tiste 3 pokale, v bistvu trofeje, ki jih je Miami vsi v Ligi NBA, tako da nekako zmeri je cilj visoko postavljen, prvak Ligi NBA, ampak nekako može biti tudi malo realen. Zdaj v tem trenutku nimamo tako ekipo, da bi lahko posegal po najvišjih mestih, ampak vemo, da v NBA se lahko to čez noč vse spremeni, s parimi tredi dobiš par igralcev in si že konkurenčen za naslov. Tako da jaz upam, da bo to letos, da se bo kaj zgodilo v tej smeri in da bomo končno imeli eno odlično ekipo. Sami ste v Ameriki imeli kar nekaj mentorjev, tako rekel, da ste imeli še eden izmed njih. Vi ste to skušali prenesti na Luko, zlasti, ko ste skupaj v reprezentanciji. Kaj to pomeni za vaš kamp tule na Rogli? Vi ste ne samo, da ga organizirate, da posodite svoje ime in primek, ampak ste eden izmed udeležencev, če lahko rečem. Ja, mislim, da je pri vsakem mladim igralcu zelo pomembno, da ima mentorja, da ima enega veterana za sabo, da mu pomaga. Tako da jaz, ko sem imel pri Olimpiji, Marko Bilića, Sašo Moročića na Slovanu, Rašo Nesterovića, potem skozi leta me imel Steve Nash, Grant Hill, Shaquille O'Neal, tako da je Igor, predvsem Igor je bil tukaj. Tako da je definitivno to nekako lažja tranzicija v moji karieri, tako da nekako probam tudi jaz biti mentor, predvsem tem otrokom tukaj. Mislim, da je nekaj najlepšega, ko vidiš otroka nasmejanga, da pridno trenira, da se ima dober in pač v reprezentanci Luka že vse zna v bistvu košarki. Jaz sem bil samo mentor, v bistvu, da ne zamuja na sestanki, ne zamuja na zajtrk, ne zamuja na kosilo, ne zamuja na večerjo. V bistvu to je bilo to. Dajte nam je zdaj če kaj o tem mentorstvu do Luka. Je veliko to spraševal, a ga to ni toliko interesira? Ja, kar spraševal. Predvsem ga je zanimal NBA. Spraševal me, kako imamo treninge, koliko potovanja, koliko tekam na teden, tako da predvsem to ga je zanimalo. Ste mu svetovali tudi še kaj tisto ob košarkarskem igrišču v Ligi NBA, ker pač preneste tudi določene pritiske, da tako reči, z roba igrišča, izmed telovadnice, ne, kako govorimo? Ja, v bistvu sem mu pač, da mora paziti, da je zelo velik zank, tako da, ampak vemo, Luka je pameten. V bistvu vsi evropski igralci v Ligi NBA nimajo toliko veliko problemov s tem, tako da mislim, da še
še posebej zdaj, ko je bil draftiran, ko gre v Dallas, pa zraven sebe Dirk Nowitzkega, v bistvu najboljši evropski igralec v ligi NBA, tako da mislim, da je na pravi poti in da bo vse vred. Jaz mislim, da bi danes moral biti z nama še nekdo iz družine Dragič. Veste vi kaj več vsem skupaj? Ne, zamuju, tako kot vsak trening zamudi, tudi dan zamuja. Zoran je menda na poti. Zdaj, zaenkrat ga še ne vidim v publiki. Je Zoran? Je, tukaj je. Mislim, da ga lahko pokličemo. Zoran Dragič! Zoran, kar bliže. Evo. Bravo. Sem ogrel s tobom, Zoran. Ker nismo točno vedeli... Zdaj bomo izpal pauze. A bo Zoran ujel, ali ne, smo rekli, ko ga počakamo. Zoran, najprej lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. Koliko ste ujeli tega pogovora? Ja, kar je 20-25 minut. Je bilo vse iskreno? Ja, je bilo. Zoran, kako v bistvu gledate, ali pa se to vprašanje za oba, kako vi gledate na Gorana in kako Goran potem gleda na Zorana, na razvoj, predvsem vajanje košarkarske kariere in vsega ostalega, kar je povezano s košarko, ne nazadnje z to dobrodelnostjo, ki jo zdaj v prvi vrsti pač Goran izvaja in tale kaj. Ja, mislim, kaj ne rečem, mislim, on za mene je v bistvu, ko ne rečem, vse na svetu, ne. Imam takšnega brata, ki si ga lahko vsak želi, pač iz prvega dne, ker je on začel košarko, mi je utrl neko pot in jaz sem ga samo sledil. Ni bila lahka pot, ampak... Zadnji bila, zame pa tudi ne, ker sem vsi pričakoval, da bom prišel na tak nivo kot on, ampak iz skupnimi močmi smo prišli tja, da smo. Zoran, a je z vami vadil to mentorstvo do mlajšega košarkarja? Pa je, mislim, se še zmeraj. Mi zelo pomaga v življenju, tudi zdaj imam družino, mi dosti pomaga, pa tudi predvsem v košarki. Tudi zaradi tega sem tudi, ko ne rečem, na tem nivoju, kaj sem. Goran, mogoče ste samo, kako videli, da ste na razvoj njegove kariere, vašega učenca? Jaz gledam, da še izmeri moj mlajši brat, ki me more ubogati. Ne, mislim, da Zoki je imel težjo pot od mene, tako da pa vemo, kakšno borc je na igrišču in izven igrišča, tako da jaz sem zelo ponosen na takšnega brata. Vemo, da ni lahko, še posebej zdaj, je res preživljal težke čase, 2 operacije kolena, tako da, ampak verjamem in vem, da ima veliko srce, je borc in da bo prišel spet na ta nivo in da bo enkrat mogoče spet v istem klubu zaigral. Predvsem me bo še zanimalo to, vi ste ga povabili potem dol na parket v Istanbulu, ko so se podeljevali odličje oziroma ko se je slavilo na igrišču. Pa ja, mislim, da v bistvu to on sam ve, da je bilo njemu najtežji in meni tudi, kajti vsa ta leta sva skupaj igrala za reprezentanco, skupaj smo se borili in potem pač, ko sem ga videl gor na tribuni in ko sem vedel, da pač kje gre zdaj to leto, ko ga ni zraven, da osvojimo to zlato kolajno. Tako da vsi bi si želeli, da bi bil zraven. Tudi videli smo, kako so vsi igralci reagirali. Vejo, da Zoki je del te reprezentance, da je veliko pripomogel k temu, da smo se sploh uvrstili na Evropsko prvenstvo in na koncu je bila to lahka odločitev, da so ga vsi poklicali, da je nekako z nami proslavljal ta naslov in v bistvu to je to. Zdaj pa mogoče Zoki, kako se počuti. Kako se počutil, ne? Zoran, še nekaj. V Španiji obstaja ena oseba, ki v bistvu se poklicno ukvarja s tem, da vdre na razne prireditve, na igrišče, ne? Vam je to uspelo mimo vseh varnostnih preprek? Ja, mislim, jaz lahko povem in to, da mi je bilo isto zelo težko. Imel sem mešane občutke, naprimer, bil sem na pripravah, pa sem gledal tekmo in sem jim ful želel, ampak na nek način drug sem jim pa nisem želel. Ne vem, tako čudne občutke sem imel, tako da, ja, kako ne rečem, baksus
Takrat se moram poškodovati Slovenijo sli Evropsko prvenstvo, ampak jaz upam, da Goran ni rekel zadnje, upam, da se uvrstimo na svetovno in da še enkrat zaigramo skupaj. Je res prijetno ozračje, nabitost čustvi, vsaj čuti se ga, tukaj Goran je, tudi vi Zoran, zelo iskreno svoje čustva izražate. Goran bo posegel v neko temo, o kateri oziroma neko vprašanje, na katerega mogoče niti ni potrebno, da govorite, če ne želite, no? Ker to ni bilo po planu, ampak ker vidim, da ste se tako razgovorila predvsem osebno. Brado ste si pustili na prvenstvu tudi iz enega posebnega razloga. Se upravičujem, Goran, če sem posegal preveč, ampak takrat se je špekuliralo o raznih zadevah. Meni pač Dedi je moral 5 dni pred evropskim prvenstvom. Zaradi tega je potem Brana. Hvala lepa predvsem za to pojasnilo, ta iskren. To je nekakva tradicija, da kadar kakšen premine, da se pustimo Brado 40 dni in nekako, v bistvu sem bil že malo pripravljen na to, Dedi je bil res zelo bolan, tako da smo ga v bistvu obiskali 2-krat, 3-krat v mesecu, tako da sem bil nekako pripravljen na to, ampak je zmeri težko, vsak ima rad svojo družino, ampak na koncu moram reči, da pred vsako tekmo sem se lahko obrnil gor, sem rekel, evo, Dedi, to je za tebe. Odlično. Zoran, kako je zdaj z vašo poškodbo? Ste že polno aktivni, vem, da ste bili v mestu, mislim, da v Istanbulu ponovno, vsaj pred nekaj časom, zdaj verjetno tukaj rehabilitacija poteka še naprej. Ja, mislim, zdaj sem prvi ciklus rehabilitacije v bistvu naredil, zdaj 3 mesece pa od operacije, lepo napreduje noga, zdaj čez kakšne praktik ne bom začel lavati, že počasi, tako da gre vse po planu, tako da smo si želeli. Pogodbeno ste še vedno vezani z Anadolu Efesom v Turčiji? Nisem plus ena, v bistvu imajo opcije oni, ampak zdaj čakamo, da vidimo, da se dogovorimo par stvari. Več evroligaških tekem, absolutno boste imeli od Gorana v svoji karieri, tako kot kaže, ki ga boste premagali, če gremo v neko interno bitko. Ja, mislim, ampak še zmeraj sem jaz hotel biti dosti v NBA, ampak nažalost se ni šlo. Nisem dobil dovolj priložnosti, ampak tako mislim, on je v NBA, jaz v Euroligi v Evropi, tako da mi neč ne manjka. Pogledate vi več njegovih tekem, Goran vaših? Ne vem, po mojem ne. Jaz jih več gledam zato, ker ga Euroligo je to v bistvu pri meni ura 12, 2 popoldne, tako da on bi pomogel celo noč biti buden, da bi lahko pogledal moja tekmo, tako da z tega vidika jih jaz več pogledam 100%. Zoran, se vas razumem, ker tiste NBA tekme, to so 3 ure plus. Mislim, gledati jih je težko, kaj šele biti na tekmah. Mislim, 82 tekm, skoraj vsaka je enaka, tako da jaz v bistvu bolj gledam play-off. Nažalost, ni bil tokrat na play-off. Kako pa gleda na Gorana, če vi poveste v Ameriki, ko greste na tekmo, ko ste šli na tekmo, je Goran tak super zvezdnik, ga zdaj si tam pričakujejo, ga čakajo, ga uspete dobiti po tekmi, ga čakate nekje na stranskem izhodu? Mislim, zelo ga poznajo, še posebej zdaj, kaj je bil na All-Staru, še dodatno je dobil, kako ne rečem, super zvezdniški status. Tako da je že lider Miamija dobre 2 leti in tudi prej, ko je bil v Phoenixu, je bil zelo priznan, tako da mislim, jaz ga čakam tam v garderobi, mislim, v družino, tako da greš itek lahko naprej, ampak drugače pa... Zoran se predvije tudi na igrišče na finalni tekmi, to smo videli, tako da to... Vezemo vse posod, tako da... Ne nazadnje pa ste zdaj igrali tudi v Istanbulu. Mogoče je vse skupaj bilo kaj povezano, pa je potem pomagal. A ste že imeli takrat pogodbo z Anadolu? Ne, nisem, sam je pa... Takrat so vas opazili? Ja, mogoče, ja.
raje šel gor. Na tej točki je bolje, da mi, kot publika, ne povemo, kaj smo si mislili, gleda Zoki, še Zoki zdaj na igrišču, Še on gre malo, da se pokazali na kamero, ampak mislim, da je bilo prav vse Pa še drugačna barva dresa. Mislim, da je vse skupaj prav, ker ste bili del te reprezentacije praktično do zadnjega in tudi do konca se je čakalo na odgovor, pa ste mogoče celo uspeli. Koliko decembra ste se potem vključili, če se ne motim? Še prej? Ja, mislim, jaz bi lahko šel v reprezentanco, sam ne bi bil to jaz. Mislim, jaz igram na 100%, ampak če igram na 60, to nisem jaz, tako da nisem šel in vzel mesto enemu mlademu igralcu. Sem pa imel tudi, da grem te na kvalifikacijsko prvo tekmo, da grem, sem se že menil vse, ampak nažalost tam predtem sem dobil pač pogodbo z Euroligašami, nažalost Euroligaši ne smejo igrati v reprezentaciji. Dobro, mi bomo šli zdaj naprej še z eno zadevo, če se počasi približujemo zaključku te, bom rekel, zadnje četrtine druženja, preden gremo v sam podaljšek. Dobro, vemo, kako Goran odreagira v zadnjih 3-4 minutah najpomembnejše tekme, mogoče v karieri, približno tako kot Zoki na tribuni, tako da tukaj sta si bila kar enaka. Goran, dobrodelnost je ena zadeva, ki je povezana z vašim življenjem oziroma z vašo športno potjo že kar nekaj časa. Vedno bolj aktivni ste v tej smeri, pa ne da vas želim košarkarsko upokojiti, ampak zdaj po 30 letu ste res začutili, se zdi, in date tudi tukaj nekaj več, tako kot ste na zadnji prvenstvu za reprezentacijo. Ja, je res. Mislim, da lahko nekako izkoristim to platformo, da sem nekako zgled mladim in proba nekako pomagati čim bolj, kot se da. Zato malo tudi nekako vse zapeljamo čez ta camp. Mislim, da je to edino pravilno. Zdaj v bistvu, ko sem se upokojil, reprezentačno upokojil, bom imel malo več časa, tako da bomo to nekako še nadgradili. Je pa res, da mislim, da treba otroki izobraževati, še posebej zdaj tukaj na tem campu smo imeli paraplejike, tako da so malo predstavili njihove športe, da nekako se znamemo otroke, da oni niso drugačni, da so enaki in pa gremo v to smer korak za korakom, vsako leto je več in več tega, tako da jaz samo upam, da ta dobrodelnost, da bo rasla iz leto v leto in da bomo kaj dobro naredili. Reprezentančno zamrznil status, to zapišite, ne pa upokojil. Zora pritrjuje tej tezi, ne? Zoki vsak nam pritiska na mene, tako da. Špas teater je bila prva zgodba, ki ste jo v teh dneh v bistvu izpeljali, izbrana sredstva za nakup košarkarskega vozička za invalide. Kako ste se imeli? Super. Gospod Kobal je bil res fenomenalen. Mislim, da smo se predvsem štab, šli smo en dan prej na Roblo, da smo se nekako organizirali. V štabu smo šli na to pristavo in smo se res fajn imeli. Vsi smo se dobro nasmejali in hkrati še nekako zapakelo to, da je dobrodelnost in mislim, da je to bilo fenomenalno. Mimogrede, sama dobrodelna akcija bo potekala na spletni strani, bo se pa aktivirala v naslednjih dneh. Tam vas seveda vabim, da se na nek način prijavite s posebnim obrazcem, s katerim dovoljujete, da od nas dobite vse ostale informacije, oziroma da vas obveščamo o sami akciji. Vsa zbrana sredstva bodo šla za mlade športnike invalide. In spletna dražba 5 artiklov se bo, kot že rečeno, malo začela. Mi pa imamo še nekaj, recimo, večjih in manjših, vsaj po velikosti, presenečenj. Predlagam, da si pogledamo prvi video, gospoda boste prav gotovo zelo, zelo dobro poznali. Pozdrav za sve ljubitelje košarke u Sloveniji. Moje ime je Igor Kokoškov, trener Phoenix Sunsa. Želim samo da vas pozdravim. Jedan od mojih prvih igrača koje sam trenirao je Goran Dragić i drago mi je da Goran je tradicionalno radio košarkaški kamp za mlade košarkaše i da pomaže deci koje treba pomoći i uključeni sve charity akcije. Veliki
pozdrav, želim vam puno uspjeha i žao mi je što nisam s vama, nadam se da će imati prilike da vam se pridružim. Pozdrav. Igor Kokoškov, zlati selektor slovenske košarkarske reprezentance, tudi njemu se je pot po uspehu za reprezentanco, ne bom rekel na široko odprla, ker je za to pot oziroma za vstop med elito garal tudi ogromno časa. Vi, Goran, veste o tem, vse skupaj je zagotovo še veliko več, ampak če si toliko časa v NBA, pa poznaš Gorana, poznaš slovenske košarkarje, poznaš Luko, zakaj za Boga Phoenix ni izbral Luke Dončića kot prvega pika? Mislim, da je to dobro za Lukata, da ni šel v Phoenix. Pač vemo, jaz osebno mislim, da je Luka bil najboljši igralec na tem draftu, da bi mogel iti številka 1, ampak vemo, da ekipe zbirajo tisto, kar rabijo na kjeri poziciji. Tako da Phoenix, oni so rabili centra, so vzeli Daytona. Ja. Potem se bi pa mogoče malo presenečen, predvsem glede vidika Sakramenta, Vlade Divac, zelo dobro pozna Luko Dončića. Tako da to sem bil malo presenečen, ampak na koncu mislim, da najboljša opcija je ta Dallas, tako da Luka se bo fenomenalno razvijal tam ob teh Ljubicki. Prav gotovo vas, spoštovano občinstvo, niti približal ne podcenjujemo, ampak draft je zelo zapletena reč. Luka je bil izbran kot 3. izbor strani Atlante in takoj, praktično že ko se on sprehajal na stage, na oder, so zapisali, da bo zelo verjetno prišlo do trada v Dallas. Vse je bilo že vnaprej dogovorjeno. Koliko si ga je pa Dallas zaželel, Mark Cuban, predvsem kot lastnik franšize, pa priča ravno ta zadevanje, da so ponudili potem 5. pik, pa še mislim, da pike v naslednjih sezonah. Oni so si ga dejansko želeli zagotoviti in ne pustili možnosti, Atlanta se mu je torej odrekla, kljub temu, da ga je zbrala, ne pustiti možnosti 4. timu, da bi ga potem sunil, mislim, da bi Denver. Ja, mislim, da je to bilo vse načrtovan. Dallas, oni že imajo izkušnje z tujimi evropskimi igralci, mislim, pred leti tam igral Steve Nash, še zmeri igra Dirk Nowitzki, tako da mislim, da to samo ena pozitivna zgodba za Luko, kajti je dobra organizacija, dober lastnik, Mark Cuban in mislim, da je to super. Ja, drugač pa ta draft, to se vse to hitro dogaja, ekipe kliče druge ekipe, mi vam ponujemo tega, vi tega, pristanete na ta trade, tako da to je bilo v bistvu že vse dogovoreno pred tem, da Atlanta vzame Lukata in potem, da ga pošle v Dallas za trade Younga in še pike za naslednje sezone, visoke pike, ja. Kakšni so vajeni pravzaprav na sveti o Ligi NBA, kako premagovati vsa stres, kakšen nasvet bi ponudili, ali pa ste že mogoče Luki? Zdaj, ko je izbran, ko se ve, kam gre, ko so ne nazadnje nekaj predstavili na drugačen način, Goran, kot so vrstno, on je zdaj bo obraz te zgodbe v naslednjih sezonah. Ja, v bistvu vsi vemo, da to zelo veliko pomeni, kjer si na piku, tako da Luka je bil 3. pik in to ga nekako mu že da večjo minutažo, v bistvu vse bojo polagali v njega, samo čakajo, da se v bistvu Dirk Nowitzki upokoji, nekako Luka postane franchise, face, v bistvu obraz in nekako bo imel minutažo zagotovljeno, ampak zraven tega bo pa še več obveznosti, več pritiska, tako da jaz osebno sem imel malo težjo pot, jaz sem bil izbran na draftu kot 45. drugi krog, tako da jaz nisem imel zagotovljene minutaže, mogel sem se nekako zboriti preko treninga in to je v bistvu čisto drugačna zgodba, ampak če pa pogledamo, ni važno, kjer pik si, 1., 10., 30., 50., če nisi spravljate stanje, boš dolgo ostal v te lige in verjamem, da Luka je. Goran je rekel, da je spremljal samo, dokler je bil Luka izbran, potem je šel nazaj v toplo posteljo. Zoran, kaj drugač? Jaz sem bil pa malo še težji od Gorana. Jaz pa nisem bil niti draftiran, jaz sem pa samo dobil pač pogodbo tako iz NBA-ja in takrat smo bili skupaj v klubu, kar mi je bilo še težje, ker je igral na moji poziciji. Ampak ja, jaz sem po bistvu čakal na priložnost, ampak nažalost se ta priložnost ni pokazala. V
vsaj ne v dovolj veliki meri. Kako pa kaj drafta od Luke? Ste ga spremljali živo? Ste spremljali zgodbo? V živo ne, ampak to, kar sem prebral pri medijih, pa to, ja, mislim, da je vse to, kar je Gogi rekel, da v bistvu hoče glediti okrog njega, ko bo Dirk Nowitzki se upokojil, tako da mu bo dosti lažji, plus dosti težji, ko bo imel več obveznosti. No, predlagam, da gremo zdaj počasi že na naslednji video in to bo še izvrsten trener, ki zelo dobro pozna Gorana, pa tudi mi smo ga že na kempu v pretekli sezoni videli. Prosim. Hi, greetings to everyone in Slovenia. This is Eric Spoelstra, Goran's head coach here for the Miami Heat. I'm so happy that all of you were able to attend Goran's camp again. It's such an amazing camp. I do hope to make it out there one of these days. In the meantime, I'd like to offer 2 prizes from the Miami Heat. The first one for the loudest camper, the one who communicates the most consistently every single day will receive a prize. The second one will be the one camper who has the best, most positive attitude consistently every single day. And Goran and his staff will determine who those campers are and the winners at the end of the week. We will send gift bags with Miami Heat gear to those winners. So at the end of the week, I want to make sure that every one of you can say that you had fun, you listened to your coaches, and that you really communicated well all week. All right, have a great time and we'll see you down the road. Okay, go Heat. Mogoče najprej za Zorana vprašanje, če lahko Goran. Zoran, meni se zdi, da Erik lahko proda vse, če gre v top shop. Kako so prodali mene? To ni bilo dogovorjeno, no, ampak čisto tako iz videa. Ja, mislim, nasploh že Američani imajo te govorne, tako kako govorijo, lahko se nam isto zdi, da lahko prodajo vse, ampak ja. Vrhunski trener, absolutno, no. Čeprav bi lahko delal reklama za šampona, kaj podobnega. Šparka lahko da. Goran, tale dobrodelnost z NBA ligo je zelo povezana, ne? Miami bo tukaj sodeloval, bo poslal artikle za otroke, da tako rečemo, ne? Najglasnejši model na kampu, se pravi tisti, to jaz vem, zakaj je rekel. Energijo, pa tisti, ki bo pokazal nekaj več pozitivnosti, zdaj pa še razlaga. Razlaga je zato, ker jaz sem eden izmed v bistvu ne govorim veliko na treningu in mi vsak trening govori Gogi, kao govor. In zaradi tega je, po mojem, zaradi tega je rekel, da tiska bo najglasnejši na kampu, da bo dobil nagrado. Očitno pa dajete tudi zelo pozitivno energijo, pa druga nagrada strani samega NBA. Krasno. Tretji video, še poznan košarkar iz lige NBA. Hello everybody in Slovenia. I'm really happy to see that my friend Gogi is organizing his camp again this year. For his charity for disabled kids, I will be donating my jersey and hopefully soon I will be able to attend his camp as well. On je bil vedeč v avtu, tako da to je Nikola Vučević, igra za Orlando Magic. Je bil zelo aktiven zdaj za Luko, no, je zapisal, mislim, da nekaj pride kar v Orlando, da bo poskrbel za njega. Pa zelo sem vesel, da je Orlando, kaj ti ne bo igral za Črnogoro, kaj Slovenija igra proti njimi, kaj igramo proti njimi, tako da to bo ena skrb manj. A je prebral te 3 stavke, se mi zdelo? Ja, je 100% prebral. Nikola Vučević bo podaril svoj podpisan dres za tole dobrodelno akcijo in pa gremo še na enega. Bi ga mogel poslati na varno vožnjo. Nikola? Ja, voza avto pa govoril, to ne gre. Šenki pa je dal posebno šolo čez mentorstvo Gorana Dragića, tega boste pa 100% prepoznali. Všeč, da Gogi daje za dobrodelne namene, bo tudi jaz podarim svoj dres, upam, da bo to živelo v današnjem večeru. Tudi strani Luke gre torej dres in še
Slišali smo že o Luki ogromno. Zoran, mogoče vi povejte še kaj več o Luki, glede na to, da je bil Goran z njim mesec in pol lani, bil, kot smo dejali, tudi Cimer, v sobi, kako ste vi spremljali Lukino zgodbo, ne nazadnje sta bila tekmeca tudi v Euroligi. Ja, tako ga pravi za njega, mislim, da on je čudežni deček, Wonderboy. Mislim, da se ta košarkaš rodi enkrat na 100 let, je res potencial in lahko smo samo veseli, da je iz Slovenije in pač pozitiven, nasmejan, dobra oseba, vse, same pozitivne stvari in jaz upam, da bo, tako kot smo prej se pogovarjali, jaz upam, da v NBA-u, da bo on še pokazal še več v Evropi. Mi Luko seveda spremljamo najprej iz prizme košarkarja na samem igrišču. V Ameriki bodo pograbili še vse tisto ostalo, ker je okrog Luke. Pustimo mamo, ki je bila glavni hit na družbenih omrežjih v izboru. Zlasti, se lahko smejete, ki ste publika, samo ne med določenih stvari, telefonov, vžigalnikov in podobnega. Goran, NBA liga zlasti za te prvih 5-6 stikov, pa še kaj več, oziroma sponzori poskrbijo. Ne bom rekel uprežejo, ampak si želijo teh obrazov ob svojih izdelkih, ob svojih produktih. Luka je eden izmed potencialnih teh. Ja, to je res. V bistvu prvih 10 pikov, v bistvu vsi napadajo vseh strani, še posebej primerjalci, Adidas, Nike. Zdaj, jaz sem zelo presenečen, letos se dviga Puma že res vrsto let niso bili v košarki, tako da zdaj se nekako zapošljili čez tako da nekako zdaj so podpisal tega prvega na draftu, bo 3 so predstavljali, tako da v bistvu nekako iz leto se spreminja. Zdaj Puma raste, Adidas je v bistvu zmeraj prisoten, Nike tudi, tako da to je dobro za marketing, za košarko, za mlade fante, tako da samo pozitivno. Zoran, tile košarkari na draftu, vidva sta takole v trenerki, mislim, da eno majico, Goran Dragić, ne vem, če gre sta... To je Goran dal promošeno majčko. Na draftu smo pa videli nekatere, ki si rekec odprejo pomalo zastave, drugi pride v kratkih hlačah, tretji si naredi frizuro, 1,5 metra visoko. Kako gledate na vsa ta cirkus, ko pravimo okrog drafta, pa potem tudi NBA? Mislim, da hočejo biti v središču pozornosti, kako ne povem. Hočejo biti edinstveni, tako da si naredijo, ne vem, kasmet, obleko, noter si nekaj našijo, samo da bojo drugačni od ostalih. Je pa res, da je to bolj popularno tam v Ameriki, še posebej Američani. Ja, pri nas bi vas imeli za malce... Tako šuma še. Tako posebnega. Sama povezava, bom rekel, neko poslanstvo samega Adeka je tudi v tem, kako športniki razmišljajo o svojih karierah po karierah. Malo je takšnih košarkarjev v Sloveniji, na svetu, kot je Goran Dragić, ki praktično gradijo svoje življenje po karieri, že med samo kariero. Goran, vi ste v zadnjem času zelo vključeni, prej sem že omenil, Kemp je, mislim, da prvi korak, zelo velik korak v tej smeri. Ampak kakšno pa je sporočilo za vse tiste košarkarje, ki si svoje eksistence ne uspejo zagotoviti v času kariere, bodi si zaradi tega, ker ne uspejo narediti tistega glavnega preboja med resnično vrhunske od vrhunskih, pa tudi poškodba lahko kakšnemu mlademu košarkarju pri 20-22 močno prekriža načrte, da se njegovo telo fizično ne razvija tako, kot bi se sicer. Ja, res je, mislim, da moraš imeti plan B, to zmeri, vemo, da kariera športnika je zelo kratka, ampak to so v bistvu zelo malo izjem, da v bistvu imajo kariera tako, recimo Dirk Nowitzki, ki je 20 let v ligi NBA, tako da treba razmišljati za naprej, da že v bistvu ne meravam še igrati 5 let, če bo moje telo zdržalo, tako da ampak že nekako pogledujem po tej smeri, kako bom delal po karieri. Zelo rad bi bil povezan s košarko, z mladimi, tako da mislim, da glih za to organiziram ta camp, da nekako dam dobre možnosti mladim, da se kaj naučijo in
nekako tudi jaz z njimi rastem. Potem bomo pa videli. Zelo rad bi videl, da bi v Sloveniji nekako se na tem naredili, da bi lahko klub privatizirali, ampak to je še dolga pot, tako da mogoče v prihodnosti, da bi ustvaril svoj klub, da bi bil mogoče GM, da bi vodil klub, ampak to je še zelo daleč. Že vemo, v katerem delu Ljubljane bo doma ta klub? To še ne vemo, bomo videli, tako da lahko pa počakajmo. Mogoče tudi tukaj gor na Roglic, tako da nikoli ne vemo. Ja, še enkrat naj vas pozovem, torej, da se na spletni strani prijavite s posebnim obrazcem, s katerim dovoljujete, da vas seveda o dražbi tudi obveščamo. V naslednjih dneh bo potekala dražba. Videli ste, kdo vse bo prispeval bo seveda tudi Goran. Tamle v ozadju je podpisana žoga, copati Goran. Mislim, da ogrevalna majica z reprezentance, dres iz Lige NBA, pa če se ne motim tudi same reprezentance. Kup artiklov ste nabrali. Ja, v bistvu vsi ti artikli so moji, v bistvu, tako kot ste videli na videu, bo je še poslal Nikola Vučević, bo poslal dres, Luka Dončić, tako da počasi bomo to vse nabrali. Drugače tukaj imamo pa eno žogo z mojim podpisom, ogrevalno majico, ki smo dali proti Španiji, to je polfinale, potem moj original dres iz Miamija in če se ne motim še ene nove superge, ki sem jih podpisal, mislim, da je to. Zoran, se boste udeležili dražbe kot dražitelji, ali boste še kaj prispevali mogoče? Seveda bom prispeval, pa tudi bom kupil nekaj. Odlično. Pravno, mislim, da si zasluži tale dobrodelna dražba, ki bo naslednjih dneh torej tudi štartala in glasen aplavz, če se strinjate. Bi Zoran, Goran, še kaj dodala za konec? Jaz bi samo rekel hvala lepa, da ste prišli. Zelo lepo vas je bilo videti v takem številu. Rad bi se še enkrat zahvalil Adeku, da smo to lepo skupaj vse organizirali. Zdaj pa bomo se imeli fajn, kaj spili, kaj pojedali, tako da se bomo malo družili, tako da hvala lepa.